najlepšega in najbogatejšega želila. Nič več mi ne bi bilo treba pospravljati in pometati. Jaz bi potovala po svetu. Mene pa boš razvajal. Skoro bi mi leta. Mi ne se opustila. Spoznavala bi nove ljudi in se zabavala. Ti dve trapi pa vse to zaničujeta. Vse sta manj zmišani. Lepo je biti bogat. Draga sestra, ali se ti kaj zabavaš v naši novi hiši? Ne, sestra, prav nič se ne zabavam. Lahko celo rečem, da se dolgočasim. Veliko lepše življenje so imeli v trgovini najnega očeta, ko so bili še majhni. Samo nikar mi ne govori. Bili so med ljudmi. Naša švecarija je bila zmeraj polna. Odjemalke so govorile našemu očetu, kako srčkanih čerkic imate, gospod. Prijazne so bile. Se spominjaš, ko sva se igrali trgovino? Dihtali sva fižol. Palečo. Zmeraj sva se motili. Zmeraj sva dali več, kot bi bilo treba. Ja, zato so naj pa stranke imele rade. Poslušaj, sestra. Le kako je lahko naj oče obogatel, ko so vendar tehtali zmeraj korist kupcev? Ja, zato, ker nisva tehtali ves čas. Kadar naju ni bilo, je očka to nadoknadil. Aha, zato je torej postal tako bogat. Kaj se ti ne zdi, da je dolgočasno, če si bogat? Dolg čas ni zaradi tega, ker si bogat. Če bi me očka pustil, da bi se omožila z raznašalcem, ki je vedno dostavlja blago strankam, se ne bi prav nič dolgočasila. Tudi jaz se ne bi dolgočasila, če bi me očka pustil, da bi se omožila s prvim pomočnikom. Ima črne lase. Kako lep pomočnik. Kako škoda, da nisem na sprovodu nikoli srečala raznašalca, ki ima vedno košaro na rami. Joj, kako lep raznašalec. Kakšna škoda, da je očka prepovedal vzgojiteljici, da bi naju peljala v trgovino. Videla bi spet pomočnika, ki ima črne lase. Kako lep pomočnik. Si opazila, sestra, kako je danes ulica zapuščena? Nedelja je. Ljudje so šli ven iz mesta. Žive duše ni na ulici. Ta dan je še daljši od drugih. Tukaj posedamo v svojih bogataških oblekah in se igrava z vrvico. Dva moža se bližata naši hiši, sestra. Vsako dni ima šopek v roki. Nedeljski obleki sta. Nosita bele rokavice in lakaste čevlje. Joj, se to je raznašalec! In to je pomočnik, ki ima črne lase. Pozvonila sta. Sediva v naslonjače in široko razprostriva najni lepi obleki. Jajva se očarljivo. Gospodu raznašalec in gospodu prvi pomočnik z času. Hvala, gospodična. Ne bi bilo treba na
poznati? Gospodični naj dobro poznata. Pri boljših ljudeh naznanjajo celo že najboljše znance. Taka je navada. Kako žalostno, da mora človek služiti pri ljudeh, ki niso nič več kot služabniki. Joj, kako je zoprna. Res, odkar smo bogati, nam strežejo sobarice, ki nas zaničujejo. No, to je pa zelo neprijetno. Ne glede na to, da imata gospodični veliko lepše stanovanje, kot je bil prostorček za prodajalno vašega očeta. Kar nerodno mi postaja tukaj. Ah, ne bodite bolj plaha, gospoda. Kot v očetovi prodajalni. To je lahko reči, gospodični. Ampak vsa ta pozlata, Udobni naslanjači. preproga, da se ti kar noga ugreza vanje. Tu jim lepo Ne menite se za to. Kako ljubeznivo, da ste naj prišla obiskat. Posebno zato, ker tukaj ni prav nič zabavno. Prinesla se vsaki šopek rož. Vendar rože niso toliko vredne kot čipkasti ovitek. Ko bodo rože obredele, bova čipkasti ovitek shranili za spomin. Povejte no, gospoda, koliko je v prodajalni? Nikar nama ne govorita o tem. Vse se je zelo spremenilo, odkar je ven gospod oče prodal svojo glavnico. Kaj je novi gospodar strok? Ne. Ja, kaj je nova gospodinja stroga? Ne. Zakaj sta potem tako nesrečna? Zakaj vendar? Zato, ker vaju ni več tam. Pri blagajni je gospodarica, ki ima več kot 50 let. Vse se je zelo spremenilo. Pri vsakem kilogramu frižola, ki ga na znanem blagajni, me zbode pri srcu. Kako ljubeznivo, da to poveste? Kadar zahtevajo lečo, sem tako žalosten, da se zmotim in dam namesto nje zdrobljen grah. In stranka vsa vesna prinese blago nazaj. In tako prihajam pri gospodarju za mero. In zakaj ste tako žalostni? Zato, ker vas ni več tam, gospodična. Kako ljubeznivo, da to poveste? Pa jaz, saj ne vem več, kaj delam. Strankam, ki so naročile prek eno gnjad, prosim olje. Ja, potem moram nositi olje nazaj prodajalno in spet ostaviti prek eno gnjad. Tako moram po dvakrat hoditi po stopnicah. Na koncu dneva sem že ves slabotn in noge me še komaj držijo. Zakaj? Zato, ker vas ni več tam, gospodič. Kako ljubeznivo, da to poveste. Ja, pa vidvi, ker tudi vidvi nista srečni tej lepi palači. Ne. Kako pa to? Ker ni vaju tukaj. Kako ljubeznivo, da to poveste. Kako ljubeznivo. A sva si rekla, on in jaz? Pardon, jaz in on. Rekla sva si, tako ne gre več naprej. Ne moreva več živeti brez njiju. Zaprosila bova za njuni roki. Kako dobra misel! Še nam ogaja? Se strinjata s tem? Če se strinjava, v očkovi palači je 25 praznih sob. Imeli bomo dovolj prostora, da bomo stanovali. In očka je zadosti bogat, da lahko vzdržuje dva mlada zakonska para. Nič več ne boste tehtali zdrobljenega graha namesto leče, ljubljeni moj. Gospodična, če bi vi vedeli, kako vas imam rad. In nič več ne boste cele dneve hodili po stopnicah gor in dol s košaro na rameni. Ljubljeni moj.
Oh, gospodična. Poljubim vas. Naznanjam gospoda! Ni potrebno, vsaj ga poznava. Zdaj ne oče. Jaz opravljam samo svojo službo sobarice. Pri boljših ljudeh naznanjajo hišnega gospodarja vse soba, kamor stopi, tudi če so prazne. Kako zapleteni so ti boljši ljudje. Gospodični, boljši ljudje so pač boljši ljudje. Kaj sta moji ščeri izginili, kot bi se pogreznili? To ni naravno. Dobar dan, gospodar. Kaj? Kdo sta vidva, gospoda? Kaj? Kaj? A rože sta mi prinesla. To je pa ljubeznivo od vaju. Gospodar, saj prinašala vašima, saj ne vam. Vidva, nisva prinesla. Nisva prinesla rož vam. A ne meni? No, potem pa nista prijazna. Poslušajte, gospodar. Zakaj me vendar klicete za gospodarja? Ker so bila vaša uslužbenca vendar. Daj pa! Še 2 meseca ni od tega. Daj pa! V prodajalni. V kakšni prodajalni? V ulici Vrljavega mačka. Gospoda, prenehajte s temi šalami. Jaz nisem nikoli imel prodajalne. In moja noga ni nikoli vodila po ulici Vrljavega mačka. Te! To je pa že od sile. Kaj hočete od mene? Pred vami klečim, gospodar. Kaj ne spoznate malega Julčka, svojega pomočnika, ki ste mu bili tako prijazni? Ki ste ga naučili tehtati tako, da je nagibal tehtnico vam prid. Pred vami klečim, gospodar. Kaj ne spoznate drugega Gustlna, vašega raznašalca? Pri vas stopil in vas nikoli ni zapustil. Saj ste pravi tako ljubeznivo naučili sprejemati napetnino. Tako da se me plačevale stranke, ne pa vi. Gospoda, saj sploh ne, kdo sta? Jaz nisem nikoli na prodajalne. In sem eden najbogatejših ljudi v mestu. V obup naju spravljate, gospodar. Prišla sva šopki rož prosit za roki vaših hčer. Gospoda, vidva sta žrtvi utvare. Zdraviti se morate, hodite v bolnišnico. To je že smešno. Očka! No lepo, zdaj ste pa še ščer vmešavata. Če smo pa zaljubljeni vanju, očka. Umaknite se v svoje svane, gospodični. Očka, tako rada imam Julčka. Očka, tako rada imam Gustlna. Pravi vama, da se umaknite v svoje svane, gospodični. Tako se govori pri boljših ljudeh. Saj smo ju imeli radi, ko so bili še v prodajalni. V kakšni prodajalni? Če bi vedeli, kakšna... Že vidim. Norost je napadla mojo hišo. Možake razmešnima šopkoma mi govorite o prodajalni. Moj ščeri mi govorite o prodajalni. Kakšni prodajalni? Kakšni prodajalni? Kakšni prodajalni? Ali sem sploh kdaj imel kakšno prodajalno? Očka, vi ste žrtve utvare. Zdraviti se morate. Zdaj tega pa dovolj! Živim v palači. Imam sobarico, ki naznanja celo mesarskega vajenca, kada stopi kuhinjo. Zdaj pa me hočete prepričati, da sem bil kramar! To je grozno. Pozabi je svoja zvesta uslužbenca. Kakšna uslužbenca? Za koga me pa imaš ti? Medve so ostali to, kar sva bili.
prijazni dekleti, zaljubljeni v pomočnike svojega očeta. Na vse zadnje je to naravno. Zaljubljeni v pomočnike? Fej! Hčeri moji, omožili se boste s takimi osebami, ki bodo v skladu z mojim družbenim položajem. Omožili se boste s knezoma, vojvodoma ali poslanikom. Kakšna nesreča! Ali pa z moškima, ki premorata vsaj 200 000 zlatnikov letne rente. Kaj pa če knezi, vojvode ali poslaniki ne premorejo 200 000 cekinov rente? Jim bom pa kupil takšno rento. To pa ni pravično! To ni pravično! Zakaj pa ne bi kupili rente, Julčko? Pustno! Me bosta že negali gnjaviti človeki prisvojeni. Zmerjati s človekama ženski, ki jo ljubiva? Gospoda, jaz sem spravljiv. O, gospodar. Ne kličita me za gospodarja! To me razburja! Prav, gospodar. Saj me sploh ne razumeta. A vidva ljubita moji hčeri? O, seveda, gospodar. Kakšna tepca! Zmerjati s tecem moža, ki jo ljubiva! Vedno molčita! Gospoda, ali ima vsako 200 000 zlatnikov letne rente? Gospod, tega ni mogoče zaslužiti s tehtanjem fižola. Dostavljanjem olja in prekajne gnjati. Dobro, samo sta to povedali. Vidite torej, da bledeta kot trte, da sem prodal fižol, olje in prekajno gnjati? Jaz imam več kot 200 000 zlatnikov letne rente. In kako je prišel od tega? Sam ne vem. Rad sem po naravi. Spadam med velikaše tega sveta. Očka je bolan! Boš ti otrapa mala? Očka ima velikaško norost! Velikaško norost? Velikaško norost? Norost vendar zboja utvare. Kaj mogoče nis lastnik palače? Je to mogoče utvara? Kaj nima v službi sobarico, ki nas znanja? Markiz obramnega zboru! Globokega gozda! Slanih močvir! Snežnih gora in drugih krajev. To je moč resničnega sveta. Resni velikaš. Moje spoštovanje. Gospod, Izginite, vidite, tepce, da vaj več ne vidim. Ve dve ščerki pa se makne v svoj svan. vrgla se bova v vodo. Vrzite se kamor hočeta, prava reč. Očka, umrli bova od lakote. Oho, to je pa neumno, če imate tako bogati očete, kot sem jaz. Gospod, vi imate pa precej ljubki dekleti za hčeri. Gospod Markiz je zelo prijazen. In ta dva mlada moža, ki ste imela šopke. Dva hlapca z moje kmetije. Kaj? Prišla sta me voščit za rojstni dan. Danes je moj rojstni dan. Tudi jaz vam voščim iz globine svojega srca.
Ganjen sem do solz. Še veliko bolj boste ganjeni, gospod. Nikar ne stojite, usedite se. Nekaj vas bo presunilo. Ampak, Usedite se, če vam pravim. Gospod, prihajam po na svetu neke dame iz najvišje družbe, ki se ukvarja z odličnimi porokami. Ta dama mi rekla: Monsieur Marquis, ena sama hiša je vredna vašega obiska. Govorila mi o vas na dolgo in široko. kako je dobra. Pravična je. O, gospod Markiš to pravi kar tako? Koliko pa sta stari vaših čerki? Starejša 19, mlajša pa 18 let. Koliko dote pa bo imela vsaka? Vsaka 500 000 zlatnikov. Odlično. Gospod Markiš je zelo blagohoten. Glede na to sta vaši hčeri prav sprejemljivi za mojega brata in zame. Prosim? Gospod Markiš je imel prav, ko rekel, da me bo nekaj presulil. Res, presunjen sem. Dovedi, gospod Markiš, vi in vaš brat, ne da bi jo radovedni. Koliko pa sta stara vidva? Jaz 60 let, brat pa 59. Prosim? Odlično, to so leta modrosti. Ščere so tako neumne, to je prav umešno njihov možiti z možmi, ki bi lahko bili njihovi stari očetje. Pardon, recimo reči očetje, če že hočete. Očetje ali stari očetje. Brani mi je to eno isto, vrš, ko imaš več kot 25 let. Ampak mi dva raje vidiva, da naj jo štejejo za dobro ohranjeno. In kako je kaj z vašim premoženjem? Vi ste pa neznansko radovedni, gospod. Strani očeta, ki hoče možiti svoje hčeri, je to naravno. Imate kaj gotovine svojih predalih? Ker že tako ustrajate, vam povem, da najine gotovine ni v najnih predalih. Najbrž imate naloženo? Gospod, govoril bom z vami odkrito. Najino gotovino sestavljajo najini dolgovi. Za nas, ljudi iz boljše družbe, veljajo naši dolgovi tako rekoč kot plemenitaški naslovi. Prav tako se nam podajo. V njih je naša moč. Kaj res? Tako je, kot imam čast povedati vam. No, jaz na primer, jaz sem pravi čarodej. Z izbrano lahkomiselnostjo sem se zadolžil za 300 000 zlatnikov. 300 000 zlatnikov? Dobro, da se ni. Moj mlejši brat, ki je tudi pravi čarodej, je mlejši od mene in čeprav je mlejši, je veliko pametnejši. Z izbrano lahkomiselnostjo se je zadolžil samo za 299 000. Kaj recimo 300 000? Kaj še? Čakajte, treba bo odkupiti tudi dvoje posestev, ki smo jo podala. Ne vem zakaj. To so družinski spomini. Ne more vas jih odreči. Dodajam, da bodo imena teh posestev dodana najnima imenoma dajala vašima hčerkama izredne nazive. Imeli bosta neskončno dolge priimke. To dela zelo dobro vtis. Tu se kakor probimo. In kakšne nazive boste imeli? Vse nazive vendar. Knegini, vojvodini, vitezini, grofici, baronici,
Je to mogoče. Dobro, da sedim. Veste še kaj? Ti nazivi lahko preidejo tudi na očeta. Postali boste torej knez, vojvoda, grof, baron, ja vitez vse hkrati. Otroka moja, prelita, prelita. Tale markiz tukaj pripravlja se poročiti z eno dvaju, njegov brat bo se pa poročil z drugo. S katero? Hočeva vedeti, pri čem sva. Aha! Što je tisti djad, s katerim se je trebel že? Kaj? Kako? Najo, jih za bekorič pa tu ni. Čeprav, težmo obnuca na roba. Če se spoča ga boč vzala. Kaj? Poslušaj ti, pa mi ga ne misliš prevzat? Prevzala ti ga bom. Pa šanu dok, ti bomo fris propalovat. Dobrega, treba. Pardon, jaz sem markiz in markizi ostanejo večno mladi. Vi? Uješ, ja. Ti moje sestre pa pokojo. Ti boš kaputo ga še zapamnil. Udaril me. Slušaj, pa če se daš proti markiz, jaz ti bom že dolgo vekla, če ti ni ljubene. Zdaj smo pa še zavesti v boj. Jaz ga huzam. Gospodič, ne v tem vaju. Pustite me, da poberem svoje sobovnje. A ne boš takemu fejn gospodu daš pa mu proti neznostru. Poštenega roda ni sramota, da što prikožeš s tim, da htjapeš. Tako noč, gospod. Kako ste vas dejali? Otroka moja, poškodovali ste eno največjih osebnosti tega stoletja. Markiza Vramja Stolpa! To je prav te fotor. Ena nista nič na radiju. Ne bi ga učpam jaz, pa če si ga morma stolet na pol. A boš ero i umrat, ko vas išli za ne manire. Ala, prav ima! Svijetno! Gospod, uničen sem. Če koš našemu fotru, mrža sta. Boti za to dnijevam, da si to nemcajo. Ti boš ti del čučeš, a mod moje mjerino. Ala, prav ima, svije fotra. Gospod, vaši hčeri me tepeta, cubata, stresata, ščipljata. Zato mi boste odgovarjali. Ti kuć feke našemu fotru, da noga smrtljiva. Tak špecno. Strašno je gledati, kako trge snuca na kos, kar slabo je. Dajte novočka, se vidite, da ni noben markiz, ampak cunja. Jaz se bom pritožil, prišel sem se k vam ženit, pa sem bil pretepen. Mi se bomo pritožili. Ti pa imate oše papirje. Kakšne papirje? Tiste, ko ne prešriva, da ste markiz. Ampak... Bili smo en dekličik, se učimo ženiti z boljšimi lidami. Če no pa ne dokažete črne na bile, da ste markiz, pa niste nič več vrednih, pa se tako je. Ampak... Mož, ali brca v lit, ne vrnora, pri nas smo že tam. Krajšali sta mi življenje, pa taki sijajni partize vama našel. Pa moja lista bude močen, pred tem odličnim možem. Kar v glavi se ne vrti. Pa hotel sem vaje narediti za
knježini, vojvodini, vitezi, baronici. Očka, ali niste prepoznali tega markiza? Ne. To je Zmikovski markiz. Ja, kaj se mi spomnite? To je tisti, ki je kradel na naši stojnici. No, vidite, kam vas je pripeljala vaša velikaška norost. Da ne ločujete več poštenjakov od prevarantov. Otroka. Glejte, očka, človek, ki je navajen opravljati svoje delo, zboli, kadar več ne dela. Ja, in to se je zgodilo vam. Res, da smo bogati, ampak če ne bomo delali prodajalnik, bomo vsi nesrečni. Ko pa sem prodal svoje plavnice. In se na smrt dolgočasite. Mali Julček In dolgi gustel, časa do časa prihajali v blagajno. imeli bi občutek, da še zmerom delate. Bili bi popolnoma srečni. Otroka moja, kako sta prijazni svojim očkom. Če vede, kakšne veselje mi delate. Ti preljuba leča, ti predragi fižo, ti popočki, ki jih prodaš otročičkom. Poljubita me otroka. Julček, gustel! Malo pridnici, ko sta bili zdaj za vrata, tako sta se slišala in čakala. Ljuba! Objemita mi sveta. Bomo zaživeli pravo življenje. Slišali srce. In se zahvaljujem naši mladinski igralski skupini in mislim, da lahko rečemo, da je vsak po svoje dobro rešil vlogo. Ja, bravo. Zahvala pa seveda našemu Franceju Končanu za režijo te predstave. Za teden, katerega smo s to skupino letos spet lahko preživeli v Fiesi in gradili to predstavo, zato bi se zahvalil Krščanski kulturni zvezi. Prav lepa hvala. Da je pa lahko prišlo do te predstave, se je treba pa zahvaliti seveda še marsikateremu. In sicer za kostum sta bili odgovorni Gordana Šmit in Štefka Končič. Za luč in ton Kristjan Pavlič. Za sceno je bil odgovoren Toni Štern.
Nažalost, ga danes ni tukaj. Prej sva še telefonirala in rekel, moram počakati doma, ker bo vsak trenutek postal očka. Za frizure in za make-up je bila pa odgovorna naša Rozi Hovel. Prav lepa. Seveda še za razne druge priprave pa odborka Kade Vogrče. Pevskemu kvintetu prav lepa hvala, da ste bili med nami in nam s čudovitim petjem olepšali ta večer. Prav lepa hvala. Na vse zadnje pa seveda prav lepa hvala Bogune vam vsem, da ste prišli. In zdaj, preda boste šli doma, prosim, da se še poslužite, imamo pripravljeno ambrigrizek, bife, malo si dobite in se pošterkate. Hvala Thank you.